Živijo, Albert. A veš kaj? Zadnje čase je zelo veliko vprašanj o tem, koliko bi najstnikom mogli dati žepnine. A imaš ti kakšno mnenje o tem? To je krasna tema, da se starši med sabo skregajo, zato ker eden bi mu dal 50 evrov, eden bi mu dal 10 evrov in imajo različno mnenje in ne vidijo smisla, oziroma ne gre za to, kakšna količina denarja, ampak gre za to, da je denar izkušnja in da odnos do denarja je izkušnja, ki se jo moramo naučiti. Ja, in jaz mislim, da se je dobro učiti na malih zneskih, a ne? Ja, smiselno je to, da prvič imamo možnost, da ravnamo z denarjem in da seveda denar nam daje tudi neko vrednost. In pri najstniku je to dejstvo, da upravljati sam z denarjem pomeni, da to je tisto, evo, jaz sem avtonomen, jaz imam neko moč, jaz imam tudi neko vrednost, jaz lahko sam upravljam z nečim, to so pomembne stvari. Ja. In zdaj seveda tukaj je pomembno to, da najdemo neko ravnotežje med tem, kar je, bom rekel, neka zdrava mera odnosa do denarja, tem, kar pač mu mi lahko omogočimo, pa med tem, da ga pač ne razvajamo, oziroma da mu ne ustvarjamo nekega lažnega občutka, da je denar nekaj, kar pride in ne rabiš imeti do tega nobenega odnosa. Ja, ker jaz mislim še, da moramo narediti starši je se pogovoriti v bistvu z otrokom in ga vprašati, a ne, kakšne potrebe ima, zakaj rab ta denar, kaj si v resnici želi. Zato, ker velikokrat je pač denar tudi neko merilo med vrstniki, vrednosti. In jaz mislim, da to merilo vrednosti je na nek način pomembno, na nek drug način pa tudi moramo otroku pokazati, da se vrednost, naša vrednost ne meri skozi količino denarja. To se pravi, če imam več, sem več vredna, to ne drži, a ne. Drži pač to, kakšen človek sem, koliko sem empatična, skratka, nekaj, kar moramo starši otroke naučiti o vrednosti je, da je to, kar mi nosimo v sebi, čist druga vrednost, kot pa a imaš 10 ali imaš 100 evrov v žepu. Ja, pa še to je, a ne, da kar je zelo pomembno pri denarju, je to, da denarja pravzaprav nikoli nimamo v izobilju in da v bistvu pri denarju, ravnanju z denarjem je pomembno to, da znamo upoštevati neke meje. Skratka, ves čas imamo pač več želja navadno, pa več potreb, kot pa jih lahko si privoščimo in moramo izbirati, moramo postaviti prioritete, moramo se znati odpovedati recimo temu, da trenutno zadovoljimo neko željo za to, da lahko jo zadovoljimo potem enkrat v prihodnosti neko pomembnejšo. In to so vse izkušnje, ki jih otroku ne moramo razložiti, ampak jih mora otrok pridobiti skozi izkušnjo na lastni koži. Tako da, recimo, če si želi, kaj jaz vem, kolo, če si želi računalnik, če si želi iPhone, je verjetno smiselno, da mu dajemo neko malo vsoto, ki jo mora varčevati in rečemo, ne vem, ko boš privarčeval do polovice, potem damo mi ostalo polovico zraven in bomo to šli kupiti. In seveda otrok je pol ves čas v skušnjavi, da te male vsote, ki jih varčuje, zapravi za neke trenutne navdihe, užitke. In to je lahko proces, ki traja dolg časa. Eni bodo recimo bolj varčni, bojo to hitro osvojili, eni bodo zapravljali in pol se bojo pritoževali in pol bojo izsiljevali in pol bomo mi krivi, zakaj oni nimajo še tega. In to je vse izkušnja, ki jo moramo mi zdržati. To je ta meja, da pač denar ne pade iz neba in da z denarjem je potrebno ravnati na poseben način. Ja, to se meni zdi super. In tudi tukaj noter vključimo lahko še izbiro, recimo damo otroku določeno količino denarja na teden, a ne, recimo, dajmo vzeti eno enoto 10 evrov,
ampak ne se obesti na teh 10 evrov, pač neko enoto in mu rečemo, lej, imaš na izbiro, lahko varčuješ in ko boš privarčeval pol za tvoj novi telefon ali pa računalnik, ti dam ostalo polovico jaz, lahko pa pač ne varčuješ in ne bo novega telefona in novega računalnika. In ko se vam začne pritoževati, kakšen ima on slab telefon in kakšen ima on slab računalnik, mu lahko mirno rečete, lej, pač tako si izbral, da boš imel slab telefon oziroma slab računalnik. Tako da jaz mislim, da je tole zaenkrat dovolj. Mogoče še to, ne? Velikokrat otroci imajo kar precejšnje vsote denarja, ki ga dobijo od babic, tet, za rojstne dneve, za birme, za polno nekih praznikov in imajo tako, bom rekel, 1000–2000 evrov vsote, ki je seveda niso prislužili in to je za njih zelo velika vsota. In potem rečejo, saj si bom kupil za svoj denar, saj to je moj denar. In tukaj velikrat starši popustijo oziroma, bom rekel, padejo na to, da je to res njihov denar. Ne, to ni njihov denar, to je denar, mislim, to je denar od otrok, ampak dejansko so starši tisti, ki so skrbniki, to se pravi, starši so tisti, ki so odgovorni in pazijo, da otrok pač ne kupi neprimernih stvari za njega in dejansko imajo starši odgovornost tudi nad telefoni in računalniki, koliko tega dopuščajo, koliko ne dopuščajo. Bi pa jaz rada tukaj poudarila to, da to pa ni okej, da starši zelo velikokrat te stvari uporabljajo za kaznovanje. Skratka, otroci velikokrat rečejo, meni so kupili računalnik samo zato, da mi ga zdaj lahko vzamejo. In o kaznovanju bova še kdaj drugič kakšno povedala. Kaznovanje mora biti smiselno oziroma namesto kaznovanja lahko tudi uporabljate izbiro, tisto, kar sem jaz prej razložila. Ampak to je dolga zgodba, mislim, da je to dovolj za danes. Naslednjič bomo povedali še kaj o tem, kako majhne otroke naučimo ravnati z denarjem, kako jih naučimo dobiti občutek do denarja in mogoče pol pri najstnikih ne bo toliko težav. Adijo, srečno, lep pozdrav z Bohinja. Lep dan.